Zdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bomo govorili o knjigi Mu pač ni do tebe. Obstaja tudi film, tako da oboje je zanimivo. In sicer, da vam na hitro povem obnovo. V glavnem v filmu so prikazane 4 ključne zgodbe. In sicer, prva zgodba je obupane ženske, ki išče in teka od enega odnosa do drugega in prosjači za ljubezen in kakor ne, to jo mečkam pogleda, ona že srečala sem pravega. In seveda cilj je bil vseh teh moških, da jo zvlečejo v posteljo in vsakič znova je bila razočarana. Dokler ne pride do zaključka, da bo najprej pozdravila sebe. No, potem pa naslednja veza je, ona sumi, da se nekaj dogaja, da ji mož laže, da nekaj ni v redu. In vsakič, ko začne pogovor s svojim možem, da sumi na nekaj, da ima občutek, da ji laže, in ona sumničavo pregleduje njegove žepe in ga zasači, da kadi in tako naprej, dejansko njeni občutki so pravilni. Ampak to pokaže še na koncu zgodbe, ker dejstvo je, vsakič, ko ona začne pogovor o tem, da sumi, da nekaj ni v redu, on ji reče, da to ona samo fantazira, da je to v njeni glavi, da si nekaj domišlja in tako naprej. Mogoče je komu kaj znano, a? To je samo v tvojih glavi, a te luna trka, daj no, ima spet rdečo, daj malo se zresen, spet te tvoje blodne, a? Mogoče pa niso tako blodne, mogoče pa niso fantazije, mogoče vas pa samo nekaj opozarja na rdeče zastave, ki so, ampak ne. Ker sva si nekoč obljubila, dokler naju smrt ne loči, greste skozi življenje takole, pa po možnosti še plašnice tle čez oči, da ja nič ne vidite. Halo? Glejte, naši občutki so zato, da se streznemo, da nas usmerijo, da nas peljejo. In zdaj govorim tudi mojo zgodbo, ker na koncu koncev jaz sem bila prepričana svetost zakona, ko pred Bogom, duhovnikom, pričami, starši, sorodniki in partnerji obljubiš, da te bom ljubila in spoštovala do konca svojega življenja, dokler naju smrt ne loči. In to je zaobljuba. In dejansko, ko greš v en odnos z vsem srcem, in tukaj smo ženske, sem prepričana, bolj dovzetna ali pa bolj strastno, s čustvi noter, ker, poglejte, ni zanimivo, da za avtoimunimi boleznimi bolj pogosto obolevajo ženske kot moški, da ženske imajo veliko več alergij na gluten kot moški, da težav s ščitnico imajo skoraj samo ženske, redki moški. A ni to zanimivo? Se pravi, bodi tiho, potrpi, zadrži, ne izražaj in potem se ti nabere in eksplodiraš. No, zdaj pa naslednja stvar, se vrnem nazaj na ta film. Potem naslednja zgodba pa je, ona sreča čudovitega moškega. To je druga zgodba. In ta moški pravi, da sta se ženo odtujila, da nimata nič več skupnega, da je enostavno pač srednješolska ljubezen, ki je ugasnila. In on je tako šarmanten, on je tako zabaven in se zapleteta v intimno vezo. Ampak na koncu spozna, da on ne laže samo njej, ampak tudi ženi. V glavnem, dejstvo je, da na koncu je bila ponižana in ponižana kot ženska, dobesedno zlorabljena. No in potem je še ena zgodba, par, ki sta skupaj in ima ona polno pričakovanj, kako bi mogla izgledati, kako bi se mogla poročiti in tako naprej. Vse so že poročene, njene prijateljice, in na koncu razdre vezo, ker ni tako, kot si je zamislila. Ampak dejansko na koncu nekako zaključi se film s sporočilom, da pomembno je v partnerskem odnosu, kaj vsak naredi za drugega, da ga osreči. Te drobne stvari, drobne malenkosti. V glavnem, zakaj sem se odločila, da ta video posnamem? Nekoč sem govorila z eno gospo, ki se je ločila ravno tako kot jaz. Po letih zakona se je odločila, da je dovolj. In potem je srečala krasnega moškega.
Joj, pa mlajši od nje pa toliko je krasen, toliko je krasen. Tako se ujameta, res sta, tako sta srčkana skupaj. In ona ga je začela dobesedno dojiti. Ona poskrbi za njega, za vse. On reče, bi rabo to, ona poskrbi. In upa, da bo enkrat ta odnos prerasel na višji nivo. In vsakič, ko pa ona je noro zaljubljena v njega, ko bi ona nekaj več, se pa on umakne. In dejansko on jo ima samo zato, da, kako je pa ta baba glupa, kaj vse naredi. Ja. Naslednja zgodba. A ste že slišali sigurno slovenski pregovor na konec koncev prav? Baba pjana, rit prodana. Kako mislite, da te manipulatorji zavedejo žensko? In potem sama sebe ta ženska obtožuje, kakšen slabič je, kako je ona slaba in tako naprej. Mečken vinčka, joj, kako je fajn, pa mogoče greva še malo plesati. In. Joj, pa peva nekam skupaj, mogoče pa peva, joj, moja žena, veš, moja žena sploh, to ne gre več, moja žena je nemogoča. Popolnoma so se ločile, po možnosti vam naloži, da ima psihične težave, ker ona ima toliko psihične težave, da res se ne da z njo. Ampak on ubogi še vedno živi z njo, ker on je res, ker ne more bolnega človeka pustiti, ker je ona res bolna, ampak ima res take težave. In v glavnem, ja, kje pristane potem taka ženska, ki ima nadpis nad sabo, a je kje kakšen, ki bi me lahko zlorabil? Ja, logično, v posteli. In potem na koncu koncev sama sebe obtožuje, da je ona tista, ki je slaba. Zdaj pa poglejmo, od kje to izvira. Obstajajo, seveda, ena stvar je mladost, otroštvo, lahko zloraba v otroštvu, ampak jaz sem prepričana v to, da si duša izbere določene dogodke, ki jo zaznamujejo, da občuti rano, da jo potem lahko preseže in predela. In ženska, ki je na nek način zlorabljena, dejansko bo iskala, kot da je zasvojena z zlorabo, ljudi, ki bi jo zlorabili. Kot bi imela tle gor na čelu napisan, tle gor, ali pa tle gor, da ji piše, če je kje kakšen, ki bi koga rad, druge besede ne moremo uporabiti, nategnil, sem tukaj jaz. In zdaj, kako to počistiti, od kje to izvira? Ena od stvari, ki mnoge ženske imamo to za predelati, so dušne zaobljube. No, zdaj pa, kaj so dušne zaobljube? Dušne zaobljube smo jih naredili v mnogih življenjih, ko smo recimo, ženska je bila nuna in se je zaobljubila, da bo vedno sama. Ali pa, dušna zaobljuba je lahko tudi zaobljuba k oboštvu, se pravi, zaobljuba, da zmerom bom brez denarja, da se odpovedujem vsemu materialnemu. In mogoče je to vzrok, da ne morete imeti, da se vas ne drži denar. Ali pa zaobljuba, da bom vedno služila moškim za zadovoljevanje njihovih potreb. Kako to preverite? Mišični test, se pravi, roke na prsa, zamižite. In zdaj, če jaz sama preverim, v svoji duši nosim dušno zaobljubo, vedno bom zadovoljevala potrebe moških. Ne, jaz grem nazaj. Mogoče sem to zdaj že počistila, verjetno sem imela neko podobno zaobljubo, ker dejstvo je, da te zaobljube na dušni ravni enostavno potem, kdo se lima nate, ja, taki, ki te bojo zmanipulirali, ki te bojo v krog obrnili in ki se jim bo v glavnem njim nekaj dogajalo. Zdaj pa naprej gremo. Od kje izvira? Pojdimo še bolj nazaj. Vem, da sem vam že govorila o Lemuriji. V glavnem, v Lemuriji je bilo prvič, ko je padla tema na zemljo, ki je tema prevzela ta rajski vrt. Lemurija, to ne moram določiti koliko let nazaj, ampak bila je dežela. Vrh te dežele je zdaj so Havaji, to, da si boste lažje predstavljali, in to je bil dejansko rajski vrt. No in takrat se je spolna energija uporabljala za kreacijo novega. Spolna energija, spolno dejanje je bila sveta zadeva. In
ko je tema padla na zemljo, pa tukaj ne mislim, da je sonce ugasnilo, ampak ko so temne sile zavladale na zemlji, so dejansko velike svečenice, te ženske, ki so ustvarjale, ki so bile zemeljski angeli, ki so sadile, ki so rojevale novo življenje, so jih podjarmili. In dejansko smo postale sužnje. Sužnje za zadovoljevanje potreb drugih. In mnoge ženske ste se ali pa smo se valjale po haremih, bile sužnje, bile na zadnjem mestu, smo bile tiste, ki smo bile zmerom potlačene dol. In zdaj naslednja stvar. Prihaja nova doba. Doba ženske boginje. Doba, ko ženska bo končno prišla do tega, da je ona tukaj, ta, skozi katero se rojeva življenje na zemljo, druga zadeva pa ta, ki ni manj vredno bitje. Zadnjič je bila ena gospa pri meni na svetovanju in ko so preverjali njene podzavestne programe, je imela program Ženska je manj vredno bitje. No, poglejte, s tem programom koga lahko privlači v svoje življenje? Veste koga? Same tirane, ki je dajo vedeti, ti si, druga beseda mi ne pride, niko in ništa. Se pravi, kdo si ti? Izmeček, tukaj si zato, da pospravš, odneseš in da na koncu koncev, ko je pa čas, pa daš noge narazen, zato da se sprazne na njej. Spet moram naprej povedati. Nekoč sem govorila z eno gospo, ki je zbolela za rakom. Na prsih, se pravi, ona je preveč dojila tega svojega partnerja. On jo ne spusti, zmeraj je tako, on jo kliče mami. Čakaj, a nima imena? Ona ni njegova mama, ona je njegova partnerca. Joj, mami, ja bomo šli. Zanimiv odnos. In ker je dojila tega človeka neprestano in to jo jezi globoko vsem noter in ona zameri njemu in sebi, je zbolela za rakom na prsih. Potem, ko je zbolela za rakom na prsih, seveda je ona rekel, da se mu gabi. Da je ona taka kot je, s popačenimi prstmi, ni več ženska. In zakaj se je odločila? Naprej se je odločila za plastično operacijo, ampak ne zato, da bo sebe usrečila, bo rekla, wow, kako sem ženstvena, jaz sem, da se ona dobro počuti. Zato, da bo usrečila partnerja. In kaj se je njeno telo spomnilo? Zavrne vsakič, ko ima operacijo, vsadek. Vsakič ima vnetje. In na podlagi tega je zdaj dala operacijo, mislim, da že 6 operacij, ena je bila zaradi raka, naslednja vse zaradi rekonstrukcije dojke. Joj. In seveda, to je pa res tema, ja. In jaz govorim z njo in sem rekla, v redu, kaj pa spolno življenje? Je rekla, ne, to sem jaz takoj, ko sem zbolela, sem šla iz spalnice ven. Sem rekla, se pravi, leta nazaj, ko si zbolela, sta vidva zaključila. A ne, rekla, ne, on, ko ima potrebo, se po noči splazi v mojo posteljo, se sprazni in odide. Kaj? In ti to dovoljuješ? Je rekla, kaj pa ne se kregam z njemu. Ja, zato, ker to je tvoj telo. Ti greš v spolni odnos takrat, ko ti želiš. Ne zato, da boš zadovoljila druga. Takrat, ko ti želiš. Takrat pristaneš. Ne pa takrat, ko ima nekdo potrebo in rab, druga ne moram reči, luknjo. Sorry, to pa ne. Ženske, cajt je, da se meham bolj cenimo. Cajt je, da začnemo tudi govoriti o svojih čustvih, ker kje pa potem zašteka, je logično ščitnica, ker ne govoriš, ker te zadal, ker te ta čustva enostavno ne moreš izraziti. Zato je tako pomembno, ob tej situaciji občutim to in to. In to mogoče je lažje napisati zaradi tega, ker vemo, da tiste, ki imate ob sebi neke tirane ali pa manipulatorje, vsakič, ko boste začeli govoriti o svojih čustvih, bo kaj ti spet? Kaj ti je? In bo takole, in zato lažje napišete na list papirja, date za prebrati in rečete, preberi, premisli in ko bo čas, ko boš čutil, se bova pogovorila.
In to je za vse odnose velja. Moram vam povedati še eno zgodbo. Vse odnose, tudi poslovne in tudi v šoli. Enkrat leta nazaj, ena od mojih hčerk je imela učiteljico, ki pač ta učiteljica je ni prebavljala. Enostavno ni šlo komunikacija in moj otrok je zelo občutljiv. Ne bom imen zaradi tega, ker ne bi želela izpostavljati nikogar. In se je začelo dogajati, da je moj otrok začel zbolevati. In se je začelo dogajati, da je bilo tako 2 dni bila v šoli, potem je pa 3 dni doma kašljala. In logično grem pogledati, kaj pomeni kašelj, ne moreš izraziti tega, kar imaš zapovedati, nekaj te duši. In jaz pa prva stvar rečem, kašla slaba mama sem. Otroka na kolena, joj. A veste, najprej sem pomislila, ko sem pa jaz grozna mama. In potem, ko se pogovarjam z otrokom, mi je dejansko povedala, kateri odnos je to. Šola, učiteljica. In jaz grem v šolo na sestanek in pač poslušam, kako je moj otrok slab, kako je preobčutljiv, kako gre na živce, kako ni v redu, samo proti otroku. In se rekla, pa ste pomislili na drugačen pristop, da mogoče občutljivi otroci rabijo zalivanje z ljubeznijo, s pohvalo in potem cvetijo. Ker kritika je tako kot pri roži, lejte, kdo bo rožo zalival s trupom? Nobena roža ne bo cvetela, če jo zalivate s trupom. Rožo pač zalivaš z gnojilom, z vodo, ja, in rože čutijo našo tudi podporo. Če rože čutijo, pa da otroci ne čutijo. No, in v glavnem, ker niso prišli nikamor, ona si sem takole postavila in rekla, vi kritizirate moje strokovno delo. A veste, koliko imam jaz šole in koliko tečajev? Jaz to verjamem, da imam, ampak jaz imam pa otroka, ne? Jaz sem pa mama. In nisem kritizirala in veste, kaj sem naredila? Šla sem domov, napisala pismo in sem napisala, kaj jaz cenim pri njej. Res iskreno občudujem določene lastnosti pri njej, ki so wow. Druga zadeva, kaj moj otrok občuduje pri njej. Jaz sem ji napisala, da kako moj otrok govori o njej, kako žari, ko govori, ko ustvarjajo v šoli. In grem v šolo in jaz sem to, sem rekla, gospa, vidim, da ne prideva s komunikacijo nikamor, tole sem vam napisala, ona naredi, jaz od vas nič ne rabim. Sem rekla prav, pa ji dam v cekar noter pismo in sem rekla, pa vršite stran. In sem se obrnila. Veste kaj? Odnos se je čudežno izboljšal. Odnos in z otrokom, z mano se je čudežno izboljšal. Tako da ja, lejte, ko pišete to pismo, ne kritizirati, ampak govorite o svojih občutkih in govorite o tem, kaj cenite pri tej osebi, kaj je tisto, kar vam je pa všeč. In boste videli, pač poveste problem, poveste, kar je vam všeč, poveste tudi, kako se vi počutite in na koncu koncev zahvalite se, zato ker na koncu koncev imamo z vsake veze neko prednost, neko šolo, ki se jo učimo. No in zdaj pa lekcija. Kaj se učimo preko teh lekcij? Pojdimo nazaj na partnerski odnos. Pri partnerskem odnosu se sigurno učimo ljubezni do sebe. Sigurno. Ljubezni do sebe, lejte, če se jaz nimam čist nič rada, ja, bom pa predpražnik. Pablo Picasso je rekel, da obstajata 2 vrsti žensk. Rekel je, prvi so predpražniki, druga vrsta žensk so pa boginje. No, če je bilo to, nimam pojma, kdaj je živelo 100 let nazaj, če je 100 let nazaj veljalo za boginje, zdaj pa prihaja čas boginj. Zdaj pa dovolj tega, da prosjačite za ljubezen, da upate, da bojo drobtince ljubezni padle od mize in da bo nekaj za vas tudi ostalo. Zdaj pa vzemite tudi odločnost v svoje roke. Dejstvo je, da odgovornost za svoje življenje res nosi vsak sam. Nič ni narobe, če kakšna veza kdaj razpade. Prav nič. Če ni zdrava, ne razpade. Dovoljte. Ne se uklepati tistega, ki je mrtvo in ne dajati, lejte, eno stvar. Mrtva veza je tako kot truplo. In truplo ti mu daješ umetno dihanje in skačeš po njemu in vsakič, ko se malo zgane, reč, oživlja se. Ne.
če je nekaj mrtvo, lejte, ko stopite 1 meter stran in samo opazujete, boste videli, da je mrtvo. In ko je mrtvo nekaj, odpustite, spustite, odkodirajte, vzemite zdravilno molitev dekodiranja, počiste svoje rane, tiste, kjer ste najbolj ranjeni, in boste videli, potem je to tako, kot bi stekel tok energije čez vaše srce, v vesolje, in lahko se začne dogajati, se začnejo dogajati čudeži, zato ker ko nimate več teh jeklenih vezi, ki ste z njimi zvezani, takrat se res lahko zgodijo čudeži. No, zdaj pa prehod v novo dobo, par kart. Dejstvo je, da vse to, kar pa mi občutimo, vsa čustva, ki se pretakajo po naših žilah, na koncu koncev ali nas hranijo ali pa nas zastrupljajo. Prišli ste ven 2 karti in 1, vera, vse je tako, kot je prav, mirna sem, neskončnemu v meni ne more spodleteti. In 2 je prišla radost, srečna sem, da živim in dovoljujem, da se ustvarjalna energija izrazi skozi mene, da žvrgolim od veselja življenja, ker lejte, to, kar imate vi na grbi, ko si naložiš, da nekaj moraš vleči, a ni škoda vašega življenja. Za konec vam povem še ene moje sanje, leta nazaj. Nisem razumela. Sanjala sem, da sem imela voz in ta voz sem vlekla, sem bila vprežena v ta voz. Na vozu je bilo vse živo naložen, na vrhu so sedele moje 3 hčerke. In jaz to vlečem in vlečem v klanc, tam, kjer sem jaz doma. Jaz sem se rodila na 700 metrih in seveda, zdaj moj bivši mož se je zraven sprehajal in je še govoril s sosedom in ne bi bilo fajn, jaz to lečem, saj izmučena tisti voz. In ko pridem domov, je bila pripravljena pojedina in jaz sem od izmučenosti bruhala. Bruhala sem, to je zanimivo, skozi usta blato, drek. In pa zdaj, če razmišljam, moja šola, dejansko to, kar sem jaz dala skozi v življenju, je na en način to, o čemer govorim, ker vam pomagam in to meni pomaga, ker blato pomeni v sanjah pač denar. To pomeni, da s tem, ko izražam, da tudi meni pomeni preživetje. Tako da, vsak je na potovanju skozi življenje, vsak izmed nas se uči lekcije in to je ta prva lekcija, osnovna, ljubezni do sebe. Tega nas niso učili v šolah, tega nas niso učili na nobenem tečaju, te lekcije jemljemo na poti skozi življenje in se jih učimo. In vem, pogosto pademo, ampak vsakič, ko pademo, dobimo klofuto. Zdaj, koliko klofut rabimo, odvisno od posameznika. Zato dajte vdahniti, spustiti, dekodirati, to je ključno, in dovolite si videti na ekranu svojega življenja, kako bi izgledalo življenje, če bi bilo tisto idealno. Kako bi se vi počutili, kako bi vi sijali, kako bi vi izgledali. In predvsem to, ženska, ki je srečna, zadovoljna v svoji biti, ne rabi šlaufov okrog telesa, da se zavaruje. Zato počistite tiste šlaufe, boste videli, življenje vas bo vsekakor podprlo. Kar korajžno.